Pred mikrofon vabim poveljnika prve brigade Slovenske vojske, brigadirja Humarja, da nas kot gostitelj pozdravi. Spoštovane pripadnice in pripadniki prve brigade Slovenske vojske, dragi vaši najbližji, dragi svojci, spoštovani gostje, dobrodošli na dnevu naše brigade v najlepši veliki vojašnici Slovenske vojske. Med nami še posebej pozdravljam ministrico za obrambo dr. Ljubico Jelušič, načelnika generalštaba generala Alojza Štajnerja in poveljnika sil Slovenske vojske brigadirja Furlana. Danes slavimo naš dan. Dan, ko je pred 21 leti, tako kot je rekel tedanji predsednik vlade, zadišalo po Slovenski vojski. Dan bojevnikov za varnost naše domovine. Na naših dnevih nas vedno vsi hvalijo. Včasih smo celo tako dobri, da se pohvalimo sami. Da smo res prvi, dobri, vrhunski, vas bom prepričal tako, da vam predstavim ključne dosežke naših enot v letu, ki mineva. So sodelavci, ki te dosežke predstavljajo. Poveljstvo prve brigade je naš center odločanja, ki je v letu zaznamovanem s kadrovsko konsolidacijo izpeljalo vse cilje. Bili so meseci, ko je bilo v štabu na voljo le 20 od 70 ljudi. Ne glede na to, so naloge bile izpeljane po dnevi in po noči. Major Šepec, načelnik štaba, je tisti, ki je uspešno krmaril med nalogami in včasih naredil iz enega posameznika 3. On je eden izmed tistih, ki so pripomogli, da smo delovali dobro, čeprav včasih na račun celodnevnih koordinacij. Ključna naloga 10. motoriziranega bataljona je bila zagotavljanje sil v Kaforju. Trenutno tam deluje ena njihova četa. Ko so se okoliščine na tem kriznem območju letos poleti začele zaostrovati, pa smo imeli na Kosovu 2 motorizirani četi. Obe sta odigrali pomembno vlogo več kot uspešno. Stotnik Žbogar Tomaž je bil poveljnik 3. čete. S svojimi odločitvami in vodenjem je pripomogel k umirjanju situacije na območju delovanja čete. 20. bataljon, ki v prihajajočem letu prevzema vse večje naloge prve brigade, je pod vodstvom podpolkovnika Boštjana Baša oktobra 2011 v Nemčiji na mednarodni vojaški vaji celotnega spektra delovanja dosegel končne operativne zmogljivosti in se hkrati izkazal kot strokoven in kompatibilen partner v zavezništvu. Tudi danes, na današnjem postroju, pred nami stoji 20. bataljon v polni sestavi. Zdaj so pripravljeni za prevzem obveznosti v LBBSK in za obrambo naše domovine ter delovanje v zavezništvu. Predvčerajšnjem je druga četa 74. bataljona na Počku prvič in prvo v Slovenski vojski izvedla četno vajo z bojnim streljanjem po noči. Iskrene čestitke, kleščmani, prišli ste direktno s terena na to proslavo. Za dobro opravljeno delo, posebej drugi motorizirani četi, je potrebno še posebej čestitati. To je bil zaključni element v nizu nalog, ki jih je četa pod vodstvom stotnika Jerneja Krajnca morala uspešno izvesti v procesu doseganja svojih končnih operativnih zmogljivosti. Četa s 13 svaruni je druga četa bataljona, ki je pripravljena na delovanje. Prva brigada sa svojimi zmogljivostmi in znanjem lahko priskoči na pomoč tudi civilnemu prebivalstvu ob pojavu raznih nesreč. Letos poleti je enota za prečiščevanje vode iz 670. logističnega bataljona z vodnikom Bilandžija Sašom več kot 3 mesece prečiščevala vodo v Loški dolini. Dnevno so prečistili več kot 230.000 litrov vode. Imenovanim pred postrojem čestitam. Za vami stoji kolektiv, s katerim smo še močnejši in uspešnejši. Skupaj smo dosegli zmago. Zmago v miru. Ponosen sem na to. Zahvaljujem se vam in vašim ekipam za uspešno delo. Ponosno stopite v postroj. Oni in vsi mi pa si zaslužimo aplavz.
Na naloge in izzive, ki nas čakajo v prihodnjem letu, smo pripravljeni. Poveljstvo brigade bo potrdilo operativne zmogljivosti. Z 10. bataljonom začenjamo nov ciklus. 20. bo sodeloval v LBBSK, v EUBG in v KFOR-ju. 74. bo napotil četo na Kosovo in razvijal bo zaščito letališča. 670. bo nudil transportno četo v sile IRF. Posamezniki bodo delovali v Afganistanu in na vseh večjih aktivnostih Slovenske vojske. V novo leto lahko stopamo vedri, radostnih obrazov in src, saj smo dobro pripravljeni in vedno vemo za koga. Prva, za koga?